Na pokopališču toskanske vile je pokopana ženska, za katerega se nihče ni potrudil, da bi ga razkril javnosti. Pravzaprav je to kar primerno, ker skoraj nič, kar je bilo napisano o Mariji Buzi, o njenem življenju, ali pa v 90 letih po njeni smrti, ni bilo povsem resnično. Imenovali so jo najlepšo žensko v konfederaciji, a hkrati so jo imenovali tudi izdajalko, zlatokopko, rusko tatinko draguljev, kurtizano in celo žrtev umora po poročanju enega časopisa, ki je moral zgodbo 2 dni kasneje umakniti, ker, v resnici ni bila mrtva. Ko je umrla kot grofica leta 1908, je bila Marija Bouza tolikokrat preoblikovana strani toliko neznancev, da je prava zgodba tista, ki jo je dejansko živela, je bila pokopana pod vsem tem. To je ta prava zgodba in začne se tako, kot se začne veliko dobrih škandalov. Z zapletenim družinskim ozadjem. Marija Bouza se je rodila decembra 1846 v mestu Columbia v Južni Karolini. Čeprav so celo njeno leto rojstva kasnejši biografi popačili. Njena mati, Amelia Seas, je bila hči konstabla iz Filadelfije, ki je do takrat že preživela en zakon z umirajočim moškim, s katerim se je poročila zgolj iz usmiljenja. Njen hudo bolan mož je umrl že naslednji dan. Njen drugi mož, Peter Burton, je bil starejši poslovnež iz Južne Karoline, ki je nenadoma umrl zaradi napada, medtem ko je bila Amelia noseča z Marije. Tretji mož, David Bouza, je tisti, ki je Marije dal njen priimek. Tragično je si je vzel življenje leta 1850, medtem ko je bila Amelia v cerkvi. Z njegovo smrtjo je Amelia zdaj pokopala že 3 može. David je za seboj pustil posestvo vredno več kot $10,000, danes več kot $400,000. Kar je Amelijo in mlado Marie postavilo v veliko udobnejši finančni položaj. A vendar je visoka družba Kolumbije Amelije nikoli zares ni sprejela. O njej so nenehno opravljali in delala je kot šivilja, kar je bilo v predvojnem jugu praktično družbena smrt, ampak Mariji same preprosto ni bilo mogoče spregledati. Jagodno blond lasje, globoke modre oči in po vseh opisih, tudi tistih zlobnih, resnično osupljiva. General John Preston je nekoč rekel, da je bila najlepša ženska, kar jih je kdaj videl. Mary Chestnut, najbolj znana dnevničarka iz državljanske vojne, ki ni bila oboževalka družine Boozer, je nerada priznala, da je bila lepotica, ki ji nihče ne more oporekati. Bila pa ni nič podobna stereotipu nežne južnjaške dame. Potem, ko se je njena mati leta 1852 ponovno poročila z Jacobom Fiso, Marija je odraščala v udobnem gospodinjstvu in njen predani očim je poskrbel, da je prejela odlično izobrazbo. Leta 1863 so jo poslali študirati v Pariz, kjer se je zaljubila v francosko kulturo. Ko se je vrnila domov, se je celo začela imenovati Marije namesto Mary, preprosto zato, ker ji je bilo to bolj všeč. Nato se je vrnila v Kolumbijo, izobražena, samozavestna in povsem samosvoja. Jahala je konje, streljala strelnim orožjem in se malo menila za pričakovanja družbe. Potem jo je našla vojna in ji prinesla ljubezensko zgodbo, ki bi opredelila vse, kar je sledilo. Prva leta vojne je bila Marija na papirju zvesta hči konfederacije. Negovala je ranjene vojake v bolnišnici v Kolumbiji in prispevala k dvigu morale. Toda njena mati je imela drugačno zvestobo, saj je naskrivaj pomagala ujetnikom Unije, zaprtim v Camp Sorghum zunaj mesta. In prav pri tem delu je Marija spoznala moškega, ki je spremenil življenje. Ime mu je bilo Samuel W. Preston. Bil je mornariški poročnik Unije, ki so ga ujeli in kot vojnega ujetnika zadrževali prav tam v Kolumbiji. Medtem ko je pomagal skrbeti za ujetnike, Marija je spoznala postavnega mladega moža in zaljubila sta se do ušes. Njuna ljubezen je bila tako močna, da sta načrtovala poroko takoj, ko bo on zapustil vojsko. Za kratek trenutek se je prihodnost dela gotova. A ta prihodnost ni preživela vojne. Samuel je bil izpuščen v izmenjavi ujetnikov, se vrnil v boj in žal je bil ubit pri Fort Fisherju januarja 1865. Ko je novica dosegla Marijo, se je v njej nekaj trajno spremenilo. Kar je ostalo od njene zvestobe konfederaciji, je odšlo z njim. Zdaj je bila prava materina hči. Zdaj je bila na strani Unije do konca. Mesec dni kasneje, William T. Sherman in njegova vojska Unije sta vkorakala v Kolumbijo. V nekaj dneh je tretjina mesta izginila, zgorela v požarih.
za katere nihče ni nikoli povsem ugotovil, kdo je bil kriv. Sherman je vztrajal, da so jih začeli umikajoči se konfederati. Konfederacijski general Wade Hampton je vztrajal, da jih je začel Sherman. V resnici verjetno so bili pijani vojaki, razsuta bombažna vlakna in močan veter, ki je širil plamene. Toda medtem, ko je mesto tlelo, Marie in njena mati sta počeli nekaj, zaradi česar bi večino družin iz Kolumbije izgnali že iz načela. V svoji kleti sta skrivali pobegle vojne ujetnike Unije, jih hranili in jim nudili zavetje, dokler jih niso dosegli vojaki Unije. Nekega domačina, ki so ga ujeli pri istem dejanju, so pretepli in mu obrili glavo. Na srečo Marija in Amelija nista bili ujete. Do takrat sta si že prislužili hvaležnost častnikov Unije in ta hvaležnost jima je nudila določeno zaščito, vendar bi Kolumbija kmalu opazila, kaj sta storili. In njeni prebivalci tega ne bi pozabili. Amelija je razumela računico. Če bi ostale, bi bile zaznamovane ženske v mestu, ki jih je pravkar gledalo, kako pomagajo sovražniku. Ko se je Shermanova vojska odpravila naprej, je spakirala Marijino polsestro Etelind in njuno varuško, ter so odšle skupaj s kolono Unije. Niso hodile niti zadaj za njo. General Oliver Howard jim je uredil pravo kočijo in jih držal blizu svojega štaba, ker je točno vedel, kako grobe bodo postale ceste proti severu. To je del zgodbe, kjer legenda prevzame mesto dejstev. Zato postavimo stvari na pravo mesto. Desetletja so priljubljene zgodovine rade trdile, da je bila Marija ujeta med napadom konjenice konfederacije na tabor unijskega generala Jacksona Kilpatricka, domnevno naj bi napol oblečena bežala v gozd, medtem ko je Kilpatrick sam bežal v srajci in spodnicah. To je res odličen prizor. To je tudi izmišljotina. Najzgodnejši zapis o tem napadu iz leta 1899, kot žensko, ki je bila upletena, navaja starejšo učiteljico iz Overmonta, ne pa Bowserjeve. Nekje med letom 1899 in zelo brano zgodovino kampanje iz leta 1956. Pripovedovalci so zamenjali staro učiteljico za lepo 20-letnico, ker je to naredilo zgodbo veliko boljšo. Vsak resen zgodovinar, ki se je od takrat vrnil k primarnim virom, se strinja, da Marie ni bila nikjer blizu tega tabora. Njeno pravo potovanje je bilo dovolj dramatično že samo po sebi, brez naknadno dodane izmišljene ljubezenske zgodbe. Do marca 1865 so prišli do Wilmingtona, nato do Filadelfije in končno do New Yorka. In sever v njih ni videl izdajalcev. Videli so junakinje. Klub Union League je družini izročil $10,000, da bi jim pomagal pri preselitvi. Več kot 30 častnikov Unije je podpisalo izjave, v katerih so hvalili njihovo pogum. Sam Sherman jih je toplo omenil v svojih spominih. Za večino ljudi bi bilo to konec izjemne zgodbe. Vendar za Marijo je bil to šele začetek. $10,000 je bil resen denar leta 1865 in skupaj z viri, ki jih je uspelo ohraniti Ameliji, je to omogočilo vstop v prostore, kamor hči šivilje iz Kolumbije ni imela kaj iskati. Kot se je izkazalo, newyorška družba se je manj zanimala za to, od kod prihajaš, kot za to, kaj lahko prineseš v prostor. Marija je prinesla veliko. Lepa, tekoče je govorila francosko in bila dovolj bistromna, da je takoj ocenila ozračje, v svojem novem življenju se je znašla brezhibno. Amelija je imela le še eno ambicijo in jo je neomajno zasledovala. Dobro omožiti Marije. Odločila se je za Johna S. Beecherja, bogatega starega trgovca leta 1866. Marijin lasten opis njega je bil neposreden prijeten starec. Seveda to ni bila ljubezenska zveza, temveč bolj transakcija preoblečena v svilo. Leta 1867 sta dobila sina in poimenovala ga je Preston po Samuelu, moškem, s katerim se je v resnici želela poročiti, a nikoli ni dobila priložnosti. Potem leta 1870 Amelija je umrla. Skoraj 2 desetletji je bila Marijina najstrastnejša zagovornica, organizatorka njenega družabnega življenja in stalna zaščitnica, blažila posledice škandalov, urejala poznanstva in skrbela, da je njena hči ostala varno zasidrana v družbi. Nenadoma Marija je bila prepuščena sama sebi. Tudi Beecher ni bil zvest. In v preobratu, ki je mejil na samo sabotažo, je prav on predstavil Marijo Lloydu Phoenixu, bogatemu jahtarju, ki je ženskam pogosto obljubljal poroko, čeprav jih ni nameraval poročiti. Marija mu je popolnoma verjela in je čakala, in ko ga je končno pritisnila glede tega, se je zasmejal. Karkoli je Marija storila kot odgovor, oktobra 1873. Bilo je dovolj resno, da so vsi vpleteni trdo delali, da bi to prikrili, in v veliki meri jim je to uspelo. Beecher je škandal vseeno izkoristil za vložitev zahteve za ločitev. Primer se je vlekel vse do
leta 1874 in se zapletel z ločenim škandalom v Londonu, v katerega je bila vpletena Marijina polsestra, kar je polnilo naslovnice na obeh straneh Atlantika. Razsodba je bila stroga. Marija je bila označena kot prešuštnica, medtem ko je Beecher obdržal njunega sina. Dodeljena je bila preživnina, po takratnem zakonu, v New Yorku pa se ni smela ponovno poročiti, dokler je bil on živ. New York jo je zdaj odpisal, a Pariz je še sploh ni spoznal. Pariz v 70. letih 19. stoletja je igral po drugačnih pravilih kot New York. Ločena Američanka s škandaloznim slovesom ni bila samodejno izobčena. Lahko bi celo postala adut, če bi pravilno odigrala svoje karte. Marija jih je odigrala popolno. Najela je sobe, jih napolnila s pravimi ljudmi in pustila, da se je beseda razširila. V nekaj mesecih je njen apartma privabljal umetnike, pisatelje, manj pomembne člane kraljevih družb in druge pomembne osebnosti. To je bil polsvet. Senčna družba, ki je živela vzporedno s spoštovanjem Parizom, kjer je karizma štela veliko več kot ugled in so povezave pomenile več kot porekla. Marija je imela oboje. Živela je na veliko, drage navade, uporniško žilico in dovolj prepoznavnosti, da je pariška policija menda imela na očeh. Ne zato, ker bi storila kakšen omembe vreden zločin, ampak ker so ženske, ki so se gibale v teh krogih, neizogibno pritegnile pozornost oblasti. Nekje sredi vsega tega, še preden se je sploh popolnoma ustalila v mestu, sta se z njeno sestro Etelan odpravili na izlet v Sankt Peterburg. Tam sta se družili z ruskimi aristokrati, dali sta si narediti portrete pri modnem dvornem fotografu in postali središče pozornosti. To bi morala biti le opomba pod črto. Namesto tega je postalo seme govorice, ki je živela še desetletja po samem potovanju. Govorica je bila eksplozivna, da naj bi Marija odnesla dragulje, ki so pripadali ruski carski družini. Ni presenetljivo. V tem ni bilo nobene resnice. Nič. Ko se pa enkrat taka zgodba prilepi na tvoje ime, te nikoli zares ne izpusti. In tako so bili največji naslovi za Marijo še pred njo. V Londonu jeseni leta 1875 spoznala je moškega, ki je končno ponudil nekaj, česar ji New York ni nikoli ponudil. Naziv, ki ga govorice niso mogle odvzeti. To je bil grof Arthur de Porteleš-Gorgier. Rodil se je v Švici, delal pa je kot francoski diplomat. Približno njenih let in po vseh opisih pravi gospod, kar je po Beecherju in Lloydu Phoenixu moralo delovati skoraj sumljivo. Vse skupaj je imelo tudi nenavadno naključje iz malega sveta. Arturjeva pokojna prva žena je bila Jenny Holiday. Marie pa je Jenny poznala že leta prej na isti samostanski šoli v Manhattanu. Krogi bogatašev so bili navsezadnje presenetljivo majhen svet. Poroka je bila v londonski cerkvi 4. novembra 1875. leta. Marija je bila stara 28 let. Arthur je imel 31 let. Ker je ločitev tehnično preprečila ponovno poroko, dokler je bil Beecher živ, sta se naslednjo pomlad ponovno poročila v Baltimoru. Tokrat z Beecherjevim lastnim blagoslovom, samo zato, da bi bila ureditev popolnoma skladna z ameriško zakonodajo. 2 poroki za en zakon. Tako previdno je morala Marija ravnati, tudi ko je končno stopila v svet, za katerega se je leta borila, da bi ga dosegla. In kar naenkrat, dekle, ki jo je njen domači kraj označil za izdajalko, je zdaj postala grofica. Toda čeprav je naziv lahko spremenil status, ni mogel izbrisati njene preteklosti in njen zloglasni sloves bi se le nadaljeval. Marija je pustila za sabo svoja uporniška leta v Parizu in naslednja 30 letja preživela kot zvesta, po svetu potujoča diplomatska žena. Njeno življenje po poroki je bolj podobno ladijskemu tovorni listini kot biografiji. Peking, Neapelj, grad v Švici, Santiago de Cuba, Buitenzorg na otoku Java, kjer sta bila ona in Arthur nastanjena, ko je leta 1883 izbruhnil Krakatau. Tokio, kjer sta preživela 4 leta v 90. letih 19. stoletja in sta bila po večini virov resnično priljubljena. Francoska vlada je Arthurju nazadnje podelila eno svojih najvišjih priznanj, Legijo časti. In več kot en vir pripisuje Marijinemu družabnemu čutu zasluge, da mu je to uspelo doseči. Toda slava, ko se te enkrat oprime, ji ni mar kako daleč bežiš. Slediti in včasih postane še bolj nenavadna z razdaljo. Tudi leta kasneje so napadi prihajali s strani oseb, kot je novinar iz Južne Karoline Julian Selby in drugih nekdanjih konfederatov, ki so Marijo videli kot nekoga, ki je izdal jug.
Časopisi doma so širili zgodbe, da se je poročila z otomanskim sultanom. Drugi so trdili, da je v Afriki. Domnevno naj bi živela med Zuluji. Nič od tega ni bilo res. Nič od tega ni bilo niti približno podobno življenju, ki ga je dejansko živela. Potem oktobra 1884 je New York Times objavil naslov, ki ga ne pozabiš. Mlado žensko so zadavili z lokovo struno na Japonskem, mrtva zaradi nekega spodrsljaja. Poimenovali so jo Marija. Edina težava je bila, da Marija takrat sploh še ni bila na Japonskem. Njena dejanska napotitev tja je bila še desetletje oddaljena in bila je še zelo živa. 2 dni kasneje isti časopis je objavil preklic. Priznali so, da je živa in poročena v Švici, kot da bi to nekako izbrisalo tisto, kar je bilo že objavljeno. Ni. Ampak ne samo to. Preklic je bil objavljen na drugi strani. Novica o umoru je bila na prvi strani. Po desetletjih naslovnic, škandalov in govoric, Marijin zadnji poglavje bi bilo veliko tišje kot legenda, ki je sledila. Svoja zadnja leta je preživela v Italiji, v vili s 25 sobami zunaj Firenc, odkoder je imela jasen pogled na katedralo v daljavi. Po desetletjih pakiranja za naslednjo napotitev, vedno pripravljena na naslednjo destinacijo, se je končno nehala seliti. Prejela je poslednje zakramente katoliške cerkve in umrla 25. januarja 1908, stara 61 let. Njen mož jo je preživel za 20 let. In tukaj smo spet tam, kjer smo začeli. Nihče nikoli ni javno razkril njenega groba, ne lokacije, skoraj niti datuma. Po življenju, preživetem kot surovina za zgodbe drugih ljudi, ena podrobnost, ki jo je dejansko uspela obdržati zase, je bila, kje bo počivalo njeno telo. Vse ostalo so vzeli časopisi, kraja draguljev, ki se nikoli ni zgodila, umor, ki se nikoli ni zgodil, prizor v spalni srajci v konjeniškem taboru. Nikoli ni bila niti blizu. Desetletja pisateljev, ki so gradili cele knjige na podlagi grenkega pamfleta, ki ga je napisal moški, ki ji nikoli ni odpustil, da je sploh zapustila Kolumbijo. Prava ženska, tista, ki je skrbela za ranjene vojake, se je zaljubila v moškega, ki je umrl, preden sta se lahko poročila. Preživela je brutalen razvod in se iz osramočene izgnanke iz Južne Karoline preobrazila v grofico, ki je prepotovala svet, je bila pokopana pod legendo. Najlepša hvala vsem, ki ste si ogledali ta video o Mariji Buzi. Upam, da se vam je zdel zanimiv. Sporočite mi v komentarjih spodaj, kaj si mislite o njenem življenju in če imate kakšne predloge, mi tudi to sporočite spodaj v komentarjih. Ali želite več videov o družabnicah in podobnih ljudeh, ali bi raje kaj drugega? Sporočite mi. Upam tudi, da imate vklopljena obvestila in ste naročeni, da prejmete vse moje videe takoj, ko jih objavim. Kakorkoli, to je vse z moje strani, zato se vidimo v naslednjem Forgotten Life. Hvala.